Medved je v gozdu razpisal, da bo naredil spisek in pobil vse živali. Ja, in to je prišlo na uho vsem in so to poslušali in tako je prišel seveda najprej jelen, pa rekel: Medo, ti slišim, da je spisek, a res imaš namen pobiti vse živali, ki so na tvojem spisku? Je rekel Medo: ja. Pa sem jaz na spisku? Je rekel Medo: ja. In jelen je šel in čez en teden ga je medved pokončal. In to sliši volk, pride do medveda pa reče: Medo, poslušaj me, a ti to resno ali kako si se tako zadal? Je rekel: ja, jaz imam spisek in tako naprej. A sem tudi jaz kot volk na spisku? Je rekel medved: seveda. Se volk skloni, gre in naslednji dan ga Medo pokonča. Potem je prišel zajček, pa je rekel: ti, Medo, vem, da nimam šans proti tebi, ampak vseeno te vprašam, a sem jaz tudi na tem spisku, ker se tako govori, zdaj to vsi že vejo. Pa je medved rekel: ja, si na spisku, zajček. Pa zajec reče: a bi ti mene lahko izrodiral iz spiska? Pa medved pogleda: ja, ni problem. In ga je izrodiral. Kaj se iz te prigode lahko naučimo? Da je treba komunicirati, svojo suverenost povedati, svoje želje povedati in povedati, da ne daš tihega konsenza za nič, s čemer se ne strinjaš. Če veš, da je nekje spisek, če veš, da imajo tvoje podatke, pojdi in zahtevaj izbris. Ker sicer se nam slabo piše. Lep večer, vsem lepo in naslednjo soboto se vidimo. Iskrena hvala za vašo pozornost, za vse vaše darove in za vse, kar nas še lepega skupaj čaka.